Živijo, te je kdaj zanimalo, zakaj je branje kart pomembno za tvoje življenje, orakelskih, angelskih, katerikoli že, ki te pokličejo? Ljudje pogosto mislijo, da so karte namenjene napovedovanju prihodnosti, ampak resnica je drugačna in bolj globoka. Branje kart ni samo neko napovedovanje, je orientacija. In danes ti želim predati 3 stvari, zakaj je branje kart lahko eno najpomembnejših orodij v tvojem življenju in upam, da jih sprejmeš v svoje življenje. Prva stvar, karte ti pomagajo videti tisto, česar sama ne vidiš. Ko si v situaciji, ko si čustveno vpletena, ko si v dvomu in takrat zelo padeš v glavo, v svoje misli. In ko padeš recimo v strah, takrat si v neki projekciji. Karte pa nimajo tega strahu, nimajo navezanosti, nimajo potrebe, da bi imele prav. One pač pokažejo energijo in ko znaš karte pravilno brati, začneš videti, kaj je res tvoje, kaj je samo trenutna reakcija, samo trenutna situacija in kam ta situacija v resnici vodi, ne tisto, kar se mogoče ti bojiš, da vodi. Druga stvar, karte te učijo dialoga z višjo zavestjo. Pravilno branje kart pomeni, da ne iščeš odgovora, ampak iščeš še malo več, iščeš neko razumevanje. Ko postaviš pravo vprašanje, ko znaš poslušati odgovor, ko razumeš, da angeli ne odgovarjajo samo linearno ali pa ostala eterična bitja, se začneš učiti, temu rečemo, jezika višje zavesti. Začneš zaradi tega drugače razmišljati, drugače čutiti, drugače se odločati. In karte postanejo trening tvoje intuicije. Tretja stvar, karte, pomembna, karte ti pomagajo staviti napačne odločitve. Kolikokrat ljudje naredijo nek korak, ki ga kasneje obžalujejo, samo zato, ker niso uspeli videti širše slike. Karte, če jih znaš brati poglobljeno, ti pokažejo energijsko smer odločitve in ti rečejo ne tja ali pa absolutno tja. In to je res pomembno, zato jaz res to priporočam. Branje kart ti ne vzame odgovornosti, ti je pa vsekakor vrne. Ampak tukaj se zgodi nekaj pomembnega, ne? Večina ljudi bere karte, moram priznati, površinsko. Odprejo karte, preberejo pomen, ga preberejo iz knjižice, nič narobe, ampak se to interpretira skozi trenutno razpoloženje. In ko karta ne odgovori tako kot ljudje pričakuje, začnejo dvomiti. In tukaj se ponovadi reading ustav. Zato sem rekla, da rabimo nekaj novega in sem ustvarila nekaj novega. In sicer Akademijo branja angelskih in orakelskih kart. To je prostor, kjer se naučiš, kako poslušati med vrsticami, kako razlikovati, kdaj ti možgani nekaj govorijo in kdaj tista prava intuicija, kako ostati čisti kanal, kako postaviti prava vprašanja, ki odpirajo prave odgovore, kako brati karte zase, a pa za druge, brez kakršnekoli projekcije, kako razumeti, zakaj se neka karta ponavlja in ti sledi, kako delati readinge, ki zdravijo in informirajo. 8 stopenj, ki vključujejo aktivacijo, umetnost vprašanj, prevajanje nejasnih kart, največje napake pri branju, dnevna praksa, branje v krizah, ponavljajoče se karte in sveto odgovornost branja za druge. In to je znanje, ki sem ga oblikovala skozi tisoče readingov in ki sem jih jaz naredila, ne, in preko ustvarjanja lastnih kart. Natančnost pri branju kart ne pride iz talenta, pride iz globokega poslušanja. In veš, tega se res da naučiti. In če želiš brati karte samozavestno, jasno, brez dvoma, biti sama sebi prerok, prerokinja, če želiš, da postane tvoj kompas in ne uganka, potem te vabim na Akademijo branja angelskih in orakelskih kart. Prihajaj kmalu, poglej si, naklikaj si povezavo potovanje duše.si in se te bom zelo veselila.